Manj kot 2 evra mesečne plače, pomanjkanje osnovnih dobrin, korupcije, preganjanje političnih nasprotnikov. To so glavni razlogi, zaradi katerih je več kot 7 milijonov ljudi zapustilo Venezuelo pod Madurom. Med njimi tudi številni potomci slovenskih zdomcev, ki so v Venezuelo odšli po drugi svetovni vojni. Navdušenja nad ameriško akcijo ne skrivajo, jih pa skrbi dogajanje v prihodnjih dneh in tednih. Kdo bo prevzel oblast in kako se bodo odzvale strukture, ki so bile zveste Maduru. Marko Gregorc. Zadnjih 30 let v Venezueli nismo živeli, ampak se zgolj borili za preživetje, pravi Alberto Cisneros, ki je s svojo ženo v Slovenijo prišel pred približno 5 leti. Smo bili brez elektrika, brez interneta, brez vode, brez gorive, brez vode, brez vsega naenkrat. Vso srečo ob prijetju Madura ni mogla skrivati njegova žena. Mi papá fue a Venezuela por un país libre y tuvo una familia en un país libre y murió en una dictadura. La dictadura de Maduro no era comunista, era una narcodictadura.